Luka Elsner, tekma v Kranju, še ena visoka zmaga brez prejetega zadetka. Ta zadnji del stavka me izredno veseli. Prav tako ta današnja tekma ni bila v skladu z nekimi pričakovanji v sami vsebini, v vtisu, ki ga pustimo, pa vendarle težko gostovanje, malce smo utrujeni počasi in te pike so še kako prijetne. Izgrajene so na 3 prekinitvah, na katerih delamo ogromno na treningih, ker vemo, da je tudi v tem momentu naše največje orožje, da damo zadetke. In pa ta defenzivna stabilnost, ki jo trenutno imamo, nismo prejeli zadetka že nekaj časa, čeprav so danes bile situacije, ki smo jih na koncu malce srečo reševali, ampak trenutno nas stvari spremljajo, ogromno dejavnikov je nam v prid in to izkoriščamo prida, kar je tudi dobro in smo ratali ekipa, ki ko ne igra dobro, vseeno zmaga. Tega se veselimo, hkrati pa moramo ostati zelo realni, zelo objektivni in si povedati iskreno, da smo sposobni veliko bolje. V zadnji sezoni in pol je bilo ogromno težav z učinkovitostjo, sedaj pa na zadnjih 3 tekmah kar 11 golov. Ja, jaz mislim, da to pride zraven, ko si dobro organiziran, ko ne prejemaš zadetkov in držiš to napetost celo tekmo 90 minut, potem omogočaš našim napadalcem, da se ne znajdejo nikoli v situaciji, kjer morajo oni reševati zadeve, ker smo v zaostanku in igrajo lahko malce bolj spreščeno, pridejo v zaključek malce bolj mirni in vsekakor to pripomore k temu, da so malce bolj učinkoviti. Čeprav, še enkrat ponovim, da so bile prekinitve v ospredju in smo jih izredno lepo izkoristili in smo še eno situacijo imeli v prvem polčasu, kjer smo skozi eno kombinacijo si priigrali priložnost. Ostalo v sami izgradnji napadov, je bilo pa zelo povprečno. Zadnji 2 zmagi sta vas vrnili v vrh lestvice oziroma ujeli ste stik z vrhom lestvice. Ja, mislim, da smo tlele v neki bližini, iz katere še s podaljšanjem te serije naših zmag lahko realno pridemo v konkreten stik s temi, ki so odspredaj, ker je jasno liga, ki bo dosti zapletena, kar se tiče pozicij, 2., 3. ali pa 4. pozicijo na lestvici in seveda naš cilj je, da popravimo zdaj izhodišče te sezone, da si zadamo nove cilje in to delamo iz tekme v tekmo. Trenutno nam ratuje, dinamika je dobra in si želimo, da si ta dinamika vsekakor ne bi ustavila. Zagotovo sedaj v soboto čaka veliko težji nasprotnik Gorica, ki se je po vseh prihodih konsolidirala in kaže zelo lepo podobo na igrišču. Ja, tekma bo izredno zahtevna. Mi ne moramo šparati z močmi, pa čeprav v nekih momentih nas počasi zmanjkuje, ampak bomo našli način, kako osvežiti zadeve in da v to tekmo, ki bo sigurno neka prelomnica za nas, nek ta pravi test v tem momentu, ali so te zmage nekak plod nekega ustvarjanja z naše strani, ali dejansko smo bili prepuščeni sreči. Jaz si želim, da bi mi pokazali več v sami igri in tekma proti Gorici je ena izredna dobra priložnost, da to prikažemo, da se več zadanemo v podajah, da bolje izgradimo napade, da več komuniciramo in da več sodelujemo na igrišču. Je pa to seveda proces, ki traje dolgo in gradimo in pričakujemo, da bodo tudi padci, tako da v to tekmo je potrebno seveda vložiti vso energijo, ki jo imamo in jaz sem siguren, da v tej skupini fantov imamo dovolj energije in dovolj želje, da tudi tako močne nasprotnike podremo. Četrtek ste izkoristili za prijateljsko tekmo z Bravom, kako ste zadovoljni s prikazanim? Normalno, da smo veseli, da je tekma bila oddelana profesionalno. Takih tekem bomo vse več upeljevali, ker imamo dosti širok kader in želimo si pregledati vsakega posameznika, kaj v določenem momentu lahko prinese ekipi.
in vsekakor iščemo rešitve, iščemo neko dodatno vrednost, ki bi našo igro lahko dvignili še na višjo raven, in pa hkrati preverjamo stanje naših igralcev, ki do tega momenta niso veliko igrali. Vsekakor je še ta del sezone izredno dolg in bomo potrebovali ogromno dodatnih moči, in to so tekme, kjer se igralci lahko prikažejo v dobri luči in nam dajo v razmislek, če bi jih lahko uporabljali v naslednjih tekmah v samem prvenstvu. Najlepša hvala, srečno.